Spoštovani, v veselje mi je, da vam lahko izrečem dobrodošlico na današnjem dogodku in se vam seveda že kar na začetku zahvalim, da ste se nam pridružili ob našem tako pomembnem dogodku, kot je slovesen prevzem najsodobnejših simulatorjev, ki so plod dolgoletnega raziskovalno-razvojnega dela. Simulatorji omogočajo realistično izkušnjo v popolnoma varnem okolju za pilote, kar pomeni še dodaten korak k zagotavljanju večje varnosti in usposobljenosti. Poseben pozdrav izrekam državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo, dr. Damirju Črnčecu, direktorju podjetja Aformix, gospodu Sašu Knezu, ter seveda gostitelju, poveljniku 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovniku Janezu Gaubetu. Dobrodošli. Uvodoma k besedi vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gaubeta. Spoštovani državni sekretar, gospod dr. Damir Črnčec, spoštovani gostje. Veliko čast mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj na predstavitvi nove pridobitve v 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe. To je nov projekt, nova tehnologija, katera se bo uporabljala v 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe. Vendar tukaj se ne bomo ustavili, nadaljevali bomo z razvojem, nadaljevali bomo z novimi pridobitvami. Piloti letalnih helikopterjev bodo od sedaj naprej lahko vadili in se urili v simuliranih okoljih in tako pridobivali izkušnje v najrazličnejših nevarnih situacijah, vključno z izrednimi razmerami in pa kompleksnimi misijami, ne da bi pri tem ogrožali ne sebe, ne tehniko. Simulatorji bodo omogočili natančno spremljanje napredka pilotov in omogočili takojšnje povratne informacije v njihovem razvoju, kar bo bistveno prispevalo k učinkovitejšemu učenju in pa izpopolnjevanju veščin. Pa da ne bom jaz preveč dolg, torej pomeni bom pa predal besedo tistim, ki so ta projekt uspešno pripeljali do tega stanja, kjer je zdaj. Prosim. Hvala, polkovnik. Besedo predajam podpolkovniku Gregorju Virantu, vsebinskemu spremljevalcu projekta, sicer pa namestniku poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, cenjeni sodelavci. Pred 2 letoma je bil projekt taktičnih simulatorjev zgolj naša želja. Danes pa zahvaljujoč raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti Ministrstva za obrambo ponosno stojimo pred uresničenimi cilji tega raziskovalno-razvojnega dosežka na področju taktičnih simulatorjev z uporabo najsodobnejših tehnologij virtualne in mešane resničnosti. Rezultati projekta TACLED-SIM vključujejo natančen digitalni model Slovenije, VR simulator za letalo PC-9, VR simulator za helikopter ASAP-532 Cougar in Mixed Reality simulator za lahkobojno letalo PC-9 Hudournik. Ti simulatorji predstavljajo vrhunsko tehnologijo razvito v sodelovanju z izvajalcem projekta Aformix. Prav njihovo strokovno znanje in predanost pa so bili ključni za uspeh tega projekta. Danes, ko so ti simulatorji pred vami, ne obeležujemo le njihovega prevzema v 15. brigado, temveč vstopamo v novo fazo intenzivnega testiranja, ki bo trajala predvidoma 6 mesecev. V tem času bomo preverjali pričakovane rezultate, odpravili morebitne pomanjkljivosti in pripravili nadgrajene programe usposabljanja pilotov na področju taktičnih in bojnih usposabljanj ter priprav na zahtevne taktične naloge. Med fazo testiranja bomo prav tako začrtali smernice za nadaljevanje projekta TACLED-SIM 2, ki bo zasledoval cilj razvoja končnih produktov taktičnih simulatorjev na najvišji tehnološki ravni TRL-9, s tem pa bomo omogočili popolnoma operativno in globalno konkurenčno simulacijsko okolje, ki bo še dodatno dvignilo sposobnost letalskih posadk. Poleg tega bomo vzpostavili povezljivost z drugimi simulacijskimi okolji v razvoju in uporabi v Slovenski vojski, kar bo omogočilo izvajanje kompleksnejših usposabljanj ter bolj učinkovito pripravo na kompleksne taktične in bojne naloge.
Res je, da smo morda ujeli zadnji vlak pri modernizaciji usposabljanj, vendar smo s tem projektom stopili na sodoben in hiter vlak. Ta nam omogoča, da prehitimo marsikaterega, ki je s podobnimi zmogljivostmi začel pred nami. Z uporabo najnovejših tehnologij in izjemnim strokovnim znanjem domačih strokovnjakov ustvarjamo pogoje za taktično in bojno usposabljanje, ki bo ustrezalo izzivom prihodnosti. Ob tej priložnosti želim iskreno zahvaliti ekipi A4Mix za njihov izjemen trud in strokovnost pri razvoju simulatorjev, pilotom Slovenske vojske, ki so s svojim znanjem in izkušnjami aktivno sooblikovali letalske modele in simulatorje, ter ekipi DLO, ki je zanesljivo bdela nad birokratskim delom tega zahtevnega projekta. Seveda pa pogled na simulatorje oddaleč ne razkrije obsežnosti in kompleksnosti projekta TACLED SIM, zato vas po uradnem zaključku te slovesnosti vabim v virtualni svet na demonstracijo in preizkus zmogljivosti lahkega bojnega letala PC-9M Hodurnik in srednjega transportnega helikopterja Cougar. Hvala. Hvala. K besedi vabim gospoda Saša Kneza, soustanovitelja ter generalnega direktorja podjetja A4Mix, kjer od leta 2008 inovativno rešujejo zahtevne letalske projekte. Spoštovani poveljnik brigade, polkovnik Janez Gavbe, spoštovani državni sekretar za obrambo, dr. Damir Črnšec, cenjeni gostje. Ko ekologi ocenjujejo zdravje nekega ekosistema, velikokrat uporabljajo okoljske indikatorje, ključne vrste. Če v nekem ekosistemu vidimo bobra, vemo, da je cel sistem zdrav. Zdi se mi, da je letalstvo isto okoljski indikator za razvitost države. Dobro letalstvo potrebuje veliko podstat in zato sem danes toliko bolj ponosen in vesel, ker stojimo ob rezultatih odličnega razvojno-raziskovalnega letalskega projekta. In ta je še eden izmed več znakov krepitve zdravja nacionalnega letalstva. V knjigi Nevidne ovire je sovjetski preizkusni pilot Mark Galaj zapisal, da se kompleksne stvari praktično ne morejo posrečiti. Noben ne more mojstrovino, simfonijo napisati posreči. In nikomur se ne more takšen projekt posrečiti. In zato bi jaz na tem trenutku izpostavil nekaj ekip, zaradi katerih se je TACLED SIM uspel. Državni sekretar, dr. Črnčec, posamezniki na ministrstvu, direktoratu za logistiko, skupini za razvoj, s katerimi smo prihajali v stik, so svoje delo opravili korektno, hitro, kvalitetno. Dovolj bi bilo, da projekt obstane v nekem predalu in danes nas ne bi bilo tukaj. Pa ni. In vsi, s katerimi smo prišli v stik in verjetno še enkrat toliko tistih, ki so bili za nas nevidni, so aktivno in pozitivno potiskali projekt k dobremu rezultatu, ki ga danes predstavljamo. Hvala. Poveljnik 15. brigade, polkovnik Gavbe, v drugi polovici projekta je naša skupina z vašimi piloti in s tehniki komunicirala praktično ob katerikoli uri, kateregakoli dneva. Takšno zaupanje in takšen dober delovni odnos smo zgradili. Delali smo z visoko usposobljenimi ljudmi, z visoko motiviranimi ljudmi, iz katerih je bilo očitno, da uživajo v soustvarjalnem procesu. Pri tem bi posebej izpostavil podpolkovnika Gregorja Viranta, ki je kot vsebinski spremljevalec projekt usmerjal z veliko energičnostjo, z veliko inteligenco in predvsem z velikim zaupanjem glede tehničnih tveganj, ki smo jih mogli v tem projektu tudi sprejeti. Ekipa A4Mix. Vsakodnevno si kažemo spoštovanje, vsakodnevno si kažemo občudovanje drug drugega, tukaj ni kaj za dodati. Ampak pred tem občinstvom, ki ga izjemno cenim, bom pa še enkrat, seveda javno in uradno,
povedal, da stati na čelu te ekipe je zame največji profesionalni ponos in največja profesionalna odgovornost. Smo hrabri in smo sposobni, to smo pokazali na tem projektu in še veliko bomo skupaj naredili. Zahvalil bi se še vsem učiteljem letenja na Akademiji 4. V naši letalski šoli uporabljamo virtualne simulatorje že od leta 2019 in vse, kar smo se do sedaj naučili, vse izkušnje so dobesedno v vsaki liniji kode in dobesedno v vsakem vijaku teh simulatorjev, ki danes vidimo. In še nekaj besed o samih simulatorjih. Prva stvar, ki jo želim vzpostaviti, je, da ti simulatorji predstavljajo tehnološko špico. Celo na nivoju zavezništva. V A-Formixu vemo to zaradi tega, ker smo prišli do meja strojne in programske zmogljivosti. Višje v tem trenutku pač enostavno ne gre. To je nivo teh simulatorjev, je kot da bi imeli v tem hangarju zdaj parkiran en nov F-35, kar pomeni, to je res, kar gledamo na nivoju zavezništva, to res predstavlja špico. In po mojem najboljšem vedenju ocenujemo, da z današnjim dnevom 15. brigada prevzema kot prva letalska enota v celem zavezništvu simulator z mešano resničnostjo. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je, da so ti simulatorji praviloma transformativni za posadke, ki se bodo usposabljali z njihovo pomočjo. VR simulator za pilote služi kot izjemno efektivna vizualizacija. Namesto za zaprtimi očmi in z močjo domišljije, se za letenje pripravimo z očali in z simulatorjem. Tisti piloti, ki vgradijo simulator v svoj cikl priprave, so v zraku povsem v drugi klasi, v svoji klasi, višji klasi. Verjamem, da bodo takšne izkušnje tudi v obeh eskadriljah po končanem preizkušanju in razvoju metodike uporabe. Veliko ljudi je moralo opraviti zelo dobro delo svoje, da smo danes tukaj. To ni bilo naključje in to ni bil preblisk in to ni bila neka srečna konstelacija. Kot je omenil podpolkovnik Virant, smo vsi skupaj na hitrem vlaku z dobrim moštvom in z jasnim ciljem. Danes stojimo na prijetni postaji, po strmem klancu, a na tej postaji se ne smemo in se ne bomo zadržali predolgo, ampak bomo vlekli naprej. Zato srečno uporabnikom simulatorjev, srečno eskadriljam, v kateri se bodo nahajali, srečno brigadi, srečno nacionalnem letalstvu, državi in zavezništvu. Hvala. Hvala gospodu Knezu za besede presežkov. K sklepnemu nagovoru vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, dr. Damirja Črnčeca. Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, slišali smo veliko presežkov, ki pa niso zgolj samo besede in fraze, temveč so odraz stanja. Odraz tega, prikaz tega, kar smo počeli v ministrstvu v zadnjih letih. In če začnem z vrha, na strateški ravni smo se odločili tudi po usmeritvah vlade, da seveda začnemo investirati v slovensko znanje. Raziskave, razvoj, inovacije so ena izmed ključnih področij v ministrstvu, ki smo jih izdatno finančno podprli, zavedajoč se, da seveda gonilo razvoja napredka države in tudi obrambnega sistema je vlaganje v lastno znanje. To, kar tukaj vidimo danes pred nami, so projekti, ki bi verjetno v tujini bili vredni milijone ali celo desetine milijonov. Slovensko znanje ni poceni, temveč je ogromno enega osebnega žrtvovanja, prizadevnosti. Na ministrstvu pa je bilo seveda tisto, kar za narediti, kar lahko naredi. Najprej seveda omogoča pot naprej z finančnim okvirjem, potem pa s tistim, kar mi imamo, torej naši ljudje, to ste vi,
pripadniki Slovenske vojske, ki ste ponujali svoje znanje, svoje resurse, kapacitete, ki jih imamo tukaj in skupaj seveda z kolegi iz privat sektorja, iz zasebnega sektorja, podjetniki, inovatorji, mladimi inženirji, ki so končali slovenske fakultete, pripeljali to zgodbo do tega konca, kjer smo danes. Odločili smo se, da ne želimo imeti samo projektov, ki so na TRL 5, 6, ne, ta tukaj pred nami je TRL 8. Torej ambicija Slovenije kot države je, da imamo 8 in da imamo 9, da seveda to slovensko znanje postane evropsko, NATO, globalno znanje in da so ti produkti, to je pa tudi tisto, kar je dodana vednost ministrstva, v uporabi v sistemu zavezništva, Zveze NATO na eni strani in na drugi strani znotraj Evropske unije, ki kot veste bo žal zaradi teh spremenjenih geopolitičnih okoliščin, vojne v Ukrajini, v prihodnji perspektivi namenjala izdatnejša sredstva za raziskave in razvoj. V lanskem letu smo več kot 16 milijonov namenili za raziskave in razvoj, v letošnjem proračunu, v naslednjem proračunu, za leto 1926 je teh sredstev več kot 20 milijonov. Podpirali bomo še naprej vlaganje v slovensko znanje in ne bomo ostali tudi tukaj, kjer smo danes, tudi z temi simulatorji. Sem prepričan, da to je šele prvi korak, da se bo zadeva razvijala naprej. Imamo na mizi air traktorje, torej letalske zmogljivosti, ki smo jih pridobili v sistem, obrambni sistem zaščite in reševanja v polnem obsegu v lanskem letu. Imamo možnosti seveda tudi na novih helikopterjih. Slovenska vojska bo dobila v letu 2026 139 helikopterjev AV. In tukaj je ta pot, ki je jasna za vse skupaj začrtana. Naj na koncu povem, da seveda se mi zdi v roku manj kot meseca dni sem trikrat v Cerkljah, torej imeli smo konec decembra prihod drugega Spartana, Edvarda Rusjana, imeli smo par dni nazaj dneve letalstva in sedaj smo tukaj ob tej slovesnosti, da lahko pokažemo, da dejanjem, trudu, angažmaju vseh, gospod Knez jih je lepo predstavil, tistih, ki so izven vojaških obrambnih struktur in tistih naših sodelavcev, vas, ki ste bili omenjeni, morda ni bil omenjen samo še direktor direktorata za logistiko Željko Kralj, ki je danes odsoten, vsi skupaj smo delali, da smo prišli danes, kjer smo in jaz sem prepričan, da to je seveda samo ena izmed velikih zgodb, ki jih bomo kovali v prihodnje. Slovensko letalstvo je dokaz, kaj pomeni izraz modernizacija v praksi. Slovenci smo narod z letalsko tradicijo in nekaj zanesljivo na obrambi in v Slovenski vojski je ta tradicija živa, živi in bo živela še desetletja v prihodnje. Mladi so dobrodošli, da pridejo k nam kot letalci, kot tehniki, vzdrževalci ali pa se pridružijo privatnemu sektorju, zasebnemu sektorju, raziskovalcem, investitorjem, inovatorjem, ki skupaj z nami delajo, da smo vsi skupaj boljši. Tako da vse dobro vsem skupaj in še enkrat vsem hvala. Hvala doktorju Črnčecu. Da bo prevzem simulatorjev izveden še bolj slavnostno, vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, doktorja Damirja Črnčeca, direktorja podjetja Aformix, gospoda Saša Kneza in poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gaubeta, da prerežete slavnostni trak. Spoštovani, verjamem, da smo že vsi v velikem pričakovanju možnosti ogleda in predstavitve zmožnosti novih simulatorjev. Zato vas vabim na ogled ter kasneje na pogostitev in druženje.
Hkrati se vam še enkrat zahvaljujem za udeležbo na današnjem slavnostnem dogodku z željo, da nam simulatorji dolgo in bogato služijo. Hvala lepa in lep dan vam želim.